se mi zdi, da moram predstaviti neko tezo vezano na strice iz ozadja. Ti tako imenovani strici iz ozadja so, po mojem videnju, v zadnjih par letih izzveneli. Vprašanje, koliko so bili prisotni pri Šarcu, če sprva niso bili, so se vzpostavili z nekim Kučanom na čelu, ampak Robert Golob pa teh stricev iz ozadja po mojem videnju nima. Namreč tista komična scena, ko je na predstavitvi Marte Kos za predsednico države Robert Golob rekel, da Kučan včasih ustreli tudi kakšnega kozla, in Marta Kos se je zdrznila. To zdaj pomeni, da na Roberta Goloba ne pritiskajo ti tako imenovani strici iz ozadja, so se pa te strici iz ozadja vzpostavili, in to je dodana vrednost, ki jo želim podati politološki srenji, teoretski, da so se strici iz ozadja vzpostavili kot fantomski ud, kot nekakšen fantomski konstrukt. Se pravi nekaj, česar ni več, fantomski ud se ve, odrezana roka, je človek še vedno čuti, roke pa tam ni. Ta fantomskost, vezana na strice iz ozadja, je nek fenomen, ki mu jaz pripisujem odločilno to vlogo pri dejstvu, da se je vzpostavil Robert Golob kot špicen kandidat cele levice in da so ga ustoličili strici iz ozadja. Ne, ta fantomskost teh domnevnih stricev iz ozadja se je spontano naselila med intelektualno srenjo, in to je najbolj pomembno, mainstream medije, torej med novinarje in glavne odgovorne urednike mainstream medijev. Vsi ti mainstream mediji z RTV-jem na čelu so levi mediji in spontano, nehotno se je ideja, da bo Robert Golob tisti, ki bo premagal Janšo, ta ideja ima ta status zapovedi, fantomske zapovedi, onstran katere domnevno tičijo strici iz ozadja. Ne, stricev iz ozadja tokrat ni bilo, se je pa spontano naselila ideja, da bi bil kdo drug kot Robert Golob tisti, ki bo fural ta anti-Janša sentiment, ker koga je treba premagati? Janšo. Zato, da desna vlada ne bo več zmagala na volitvah, da ne bo sestavila vlado. Glavni predstavnik desnosti v Sloveniji je ta nočna mora, imenovana Janez Janša. Ampak Janeza Janšo ne sesuvajo strici iz ozadja, levi strici, ali pa tudi tete iz ozadja, ker tudi tete tam v SD-ju so kar močne, nekatere. Ampak moja teza je, da strice iz ozadja, ne da jih je vse manj, ampak jih v resnici ni. Vse nekateri petelini, ostareli ali pa še vedno aktivni silijo nekam v ospredje, da bi njihova beseda nekaj bila, v resnici pa ta njihova beseda nič ne velja. Tako kot ni več nekih prostozidarjev, ki bi imeli vpliv na družbo, nekoč so ga mogoče imeli ali pa so ga hoteli imeti, ampak danes so prostozidarji nek slamnati tiger, brezzobi tiger, ki nič ne grize, nimajo vpliva. In tudi strici iz ozadja kot paradigma, ki je obvladovala verjetno slovensko politično sceno v tranzicijski levici, v tem tranzicijskem obdobju, danes ni več aktualna. Dobro si zapomnite, da stricev iz ozadja tako rekoč ni več, lahko da se nekateri prizadevajo na levi strani, da bi zopet bili, če bi kdo hotel biti ali pa bi lahko bil to nek intelektualni potencial z nekim Golobičem v prvih vrstah, mogoče še kakšni močni filozofi, ali pa gospodarstveniki, ki imajo kapital. Levi privatizerji so si kar precej nagrabili takšnega in drugačnega kapitala.
Ampak ta fantomskost je nek fenomen, ki ga je treba imeti v obziru, ko se motri vlogo leve scene dan danes. Ne? Robert Golob bi moral imeti strice iz ozadja, ampak ti strici iz ozadja bi morali imeti status modrecev. Ne? Robert Golob rabi svet modrecev, ki mu modro namiguje, svetuje, on se pa potem odloča. In če se bi ti modreci, te staroste, neke politike, če se bi prijeli v sferah transferja, kot se reče. Ne? Se pravi, če bi Robert Golob neke modre ljudi zapopadel v rangu dobrega očeta, da se bi vzpostavil ta transfer, bi ta poredni sin se kar naenkrat skuliral, bi se uredil, počesal ali pa celo ostrigel in bil malo bolj ubogljiv. Tako pa Robert Golob ni ubogljiv. In zdaj ne gre za to, da fantomski strici iz ozadja nanj nimajo vpliva. Gre za to, da bi vi, spoštovani gledalci, poslušalci, pravilno zapopadli kontekst, v katerem se je Robert Golob s svojim gibanjem vzpostavil. Pač treba razumeti, da se je vzpostavitev stricev iz ozadja v obliki te fantomskosti spontano naselila v mainstream medije. Spontano. In to je ta nek psihološki fenomen, ki je najbolje okarakteriziran s tem terminom fantomskosti, tega navideznega nekega konstrukta. Ampak ta stvar je dosti znana, jaz to proučujem skozi šport, ne bom zdaj tja zajadral, kako se tam, bi rekel, spontano naseljuje bodi si neka odličnost ali pa neko verjetje, da mi Slovenci nismo rojeni za karkoli pač. Nekoč je pač veljalo, da nismo rojeni za kolesarje, ne? In se je to spontano, kot nocebo efekt, sugeriralo močnim kolesarjem. Ne? Ta res, da to ne bo več tako, je naredil Primož Roglič. Sledili so mu pa pač vsi Pogačarja do vseh teh, ki sledijo zdaj temu verjetju. Ne? Na slovenski politični sceni se verjame, da je poosebljeno zlo, hudič v čisti obliki, verjame se pa znotraj levega volilnega telesa, da je to Janez Janša. To je popolnoma spodletelo verjetje, človek ima v sebi ta agon in če nima nekega nasprotnika, proti kateremu se bi srdito boril, potem ne ve, kaj bi sam sabo počel, ne? Ker brez jeze, brez a priornega konflikta, brez agona, moški volivci pa moški intelektualci, ki so vpeti v politiko, ne morejo živeti. Ne? Se pravi, kje je zdaj nek hudič, proti katerem bi se mi borili? Ne? Zdaj sovraga ni več, Hitlera ni več, ni domobrancev, kdo je pa zdaj tukaj? Aha, Janez Janša. Ta nam pa hoče privilegije odvzeti, ne? In upeljati pluralnost. Ne? Televizija RTV je naša in zdaj to ne bo zdaj ne desna, ne bo pluralna, ker to je naša, se pravi leva televizija. Ne? In zdaj ta ideja, ne, fantomsko sugerira strani stricev iz ozadja. Ne? Ta ideja se je spontano naselila skozi levo ideologijo v teh 30 letih te tranzicije in zdaj spontano vsi intelektualci že, ne, med katerimi ni prav veliko modrecev, ne, so samo načitanci, ne, ki nimajo neke autorefleksije, ki nimajo čuječnosti, avtoanalitičnosti. Ne. Vsi neki verjamejo, ne, da je zdaj Janša največje posebljeno zlo in zdaj prišla še ta COVID kriza, kjer smo morali biti krotki, ne, in zdaj vsega je kriv Janša, še dobro, da ne reče, da si on zmislil virus, da lažje vlada, ampak ta spontano prepričanje, spontano verjetje znotraj te leve scene je bilo ključno, da se najdu ta špicen kandidat, ki pač ni bil Gale, ne Čeferin, ampak Robert Golob. Ne. Robert Golob pa celo misli, da je on zmagal na volitvah. Ne, spontano sugerirana ideja
da nekdo pač, ki lahko premaga Janšo, mora biti podprt, stric iz ozadja, ne, fantomska sugestija je bila, nekdo mora premagati Janeza Janšo. Kdo je zdaj to? Aha, splet okoliščin, Robert Golob. Največ revanšizma je premogel v sebi, največ frustracije, največ motiv ima, da se spopade, dajmo ga podpreti. In so ga spontano podprli. Ampak ne po diktatu stricev iz ozadja, ampak se je konstrukt, fantomski konstrukt vzpostavil skozi neko indoktrinacijo, skozi a priorni odpor proti desnosti, konzervativizmu, proti Janši, spontano se je vzpostavil. In potem so vsi trobili v isti rok proti Janši pa za Goloba. Brez diktata, skrbno načrtovanega, ampak se je spontano učinkujoče naselilo v to levo sceno, v mainstream medije, med novinarje, odgovorne urednike, pač to prepričanje, da je Robert Golob tisti ta prav, ki bo sesul Janšo. In se je to zgodilo, brez stricev iz ozadja. Zdaj, da je to res tako, da je ta fantomskost, ta fenomen, zaradi katerega je Robert Golob svojo svobodo zmagal, bom poskušal temeljiti skozi pač fenomen sugestije, neurolingvističnega programiranja, ne nazadnje skozi hipnozo. Jaz se ukvarjam s hipnozo 20-25 let, ko sem se jaz učil, sem se to učil vse sem snemal, nekega Paula McKenna. Paul McKenna je bil pred 30 leti vodilni tako rekoč na svetu. Jaz sem vse posnel njegove oddaje, bile so na nacionalni televiziji, vse sem to posnel, nekje še kar imam, nekje, če niso strohnele, ampak večino tistega, kar imam v fundamentu moje vednosti, vezane na sugestijo, na pranje možganov, je od Paula McKenna. Jaz sem to snemal. Darren Brown, od katerega sem se pa v zadnjih letih največ naučil, je bil pa v prvi vrsti v živo teh šovov. In Darren Brown je tisti, ki dan danes, po mojem videnju, največ ve o neki sugestiji, o pranju možganov, pa tako naprej. Zdaj, Darren Brown ni ravno poznavalec človeške psihe in psihoanalize na tak način kot jaz. Jaz imam svoje adute, on je pa mojster pranja možganov, pa sugeriranja. No, in on je dokazoval, kako se ljudem lahko sugerira nekaj. Šel je v vrtec, dobro se zapomnite, ker paradigma je pomembna, šel je v vrtec in dal neko nedolžno zgodbico vzgojiteljici, češ, dajte vi zdaj ene parkrat prebrati tolo pravljico svojim otrokom. Otrokom je pa dal barvo, jih zaščitil, oblekel in rekel, zdaj pa z rokami vi tacajte po nekem papirju 1x1 ali 2x2 na nek list. Odtisnite te roke in naj bo neka umetnina. Karkoli, vi samo pritiskajte 10 ali 20 otrok, bo okrog tistega papirja 2x2 metra. In ta vzgojiteljica je brala neko pravljico, v kateri je bilo tudi nekaj govora oziroma, tako je bila koncipirana pravljica, da se je v ozadju čutil neka povezanost z medvedkom, s Teddy Bearjem. Celo neke risbice je učiteljica, ki je to brala, neke risbice tam dobivala, sublimno v svoje nezavedno. No in potem je rekel Darren Brown, da bo narisal nek lik, ki se njej mota po glavi. In je narisal medvedka in vzgojiteljica, ki je brala to, ne da bi vedela, je rekla, res imam nek lik in on nariše medvedka, točno to mi skozi hodi po glavi. In potem sta šla pa vzgojiteljica in Darren Brown pogledati tistih 20 otrok, kaj so popolnoma naključno, spontano natacali s temi dlanmi po listu papirja s temi barvami. In veste, kaj so spontano? Ne, da bi karkoli razmišljali, da bi jim kdorkoli karkoli načrtno sugeriral. Vse je bilo spontano. Darren Brown je vedel, zakaj se gre. Ampak otroci so tako rekoč narisali, naštempljali, poštampilkali medvedka, spontano, učinkujoče. Se jim je nekaj naselilo v nezavedno in oni so kot kolektiv vzpostavili idejo medvedka in tega medvedka družno narisali.
brez dogovarjanja, družno so izvolili Medvedka ali pa Roberta Goloba, ne. Zdaj govorim, Robert Golob se je spontano ustoličil v srcih, ne, ali pa v glavi leve volilne scene, levega volilnega telesa, in ko so šli na volitve, so ga spontano volili zaradi sugestije, ne stricev iz ozadja, ki bi prali možgane novinarjem, urednikom. Ampak se ta fantomska ideja, da je glavni protagonist anti-Janša sentimenta v danih okoliščinah Robert Golob, dajmo ga voliti, se ta Robert Golob izvolil. Ne? Robert Golob ne ve, da ni on tisti, ki je bil izvoljen, ampak da je bila spontana, fantomska zapoved, sugestija, izvolite nekoga, ki bo premagal Janšo. Slučajno si pa to ti, ne? Kdo si pa ti? Gale, Čeferin? Golob si, ok, Golob si. Ne? In zdaj ta Golob nima stricev iz ozadja, to je moja glavna teza. Zdaj upam, da sem vse povedal, nekaj sem si zapisal, kaj je bilo treba vse povedati. Ne? Moj poudarek je, da Robert Golob rabi strice iz ozadja, ampak v obliki modrecev, rabi svetovalce, modre ljudi. Ker če bo samostojno vladal in če bo še brez kontrole pustil te razne Urške pa Marte, bo stranka Svoboda implodirala. Sesula se bo navznoter, eksplodirala bo navznoter, ker to tako ne bo šlo naprej, da bo tam neka plesalka tam poplesovala, pa rit kazala vojakom, pa tako naprej. Pa se je neka Marta tam zmrdovala, ko bo rekel Robert Golob, pač nimam stricev iz ozadja, včasih tudi kozla ustreli, ne? Marta se pa tam na trepalnice meče. Skratka, to sem moral povedati, take it or leave it.